Posnetek ali katerikoli njegov del ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Vsebina je izobraževalna, osebe na posnetku pa svojo udeležbo ne priporočajo nobenega specifičnega produkta, storitve ali ponudnika. Pravijo, da je vlaganje denarja kot vzgoja otroka. Sprva imaš nekaj upanja, da bo rastel in se razvijal tako, kot ti misliš, da je za njega najboljše, ampak na koncu ugotoviš, da ima svojo voljo in ga ne moreš vedno kontrolirati. A zagotovo obstajajo pravila uspešnega vlaganja. Vse to mi bo pojasnila strokovnjakinja, gospa Sonja. Gospa Sonja, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Dajte mi povedati, kakšna je razlika med vlaganjem in varčevanjem. Predvidevam, da je bolj denar dati na borzo, kot pa ga imeti na bančnem računu, da ti lenari. Ta razlika je sigurno očitna. Varčevanje in pa vlaganje, oziroma temu mi rečemo tudi investiranje, sta dve različne stvari. Vendar ena brez druge seveda ne gre, ampak sta obe pomembne za gradnjo finančnega premoženja. Varčevanje pomeni, da mogoče del teh mesečnih prihodkov ne porabimo vse za tekočo potrošnjo, ampak jo damo nekaj na stran. Damo jo na račun, mogoče v nogavico, tudi včasih v sef. To je neka rezerva, ki jo ponavadi porabimo za nek srednjeročni cilj. Dejansko ta sredstva, te prihranke zaradi inflacije tudi izgubljajo svojo vrednost. Zdaj, če pa gledamo drugo plat, to se pravi investiranje, pa dejansko pomeni, da del teh privarčevanih sredstev nekako zavestno naložimo za neko časovno obdobje in ta sredstva se plemenitijo. Tukaj imamo več vrst tudi naložb, ki jih vsak zbira po svoji presoji. Nekdo bi želel imeti več nepremičnin, mogoče kakšnih plemenitih kovin, delnic, obveznic, a ne za vsakega se nekaj najde. Če nisem ravno finančni akrobat, sem začetnik v tem cirkusu, kateri koraki pa bi bili zame najbolj primerni? Ja, zdaj ljudje smo si med sabo različni. Razlikujemo se po nekem cilju, mogoče tudi po željah, potrebah, po nekem življenjskem slogu. Zdaj, mi radi svetujemo, da si naredimo nek svoj finančni načrt in se ga tudi držimo. Pa mogoče, da odgovorimo na določena vprašanja, kot so primer, ali imava sploh kakšno vrednost, kjerkoli, da lahko sploh investirava, to se pravi neka sredstva. Potem čas je zelo pomemben, ali ga imam sploh na voljo, da lahko dejansko za določeno časovno obdobje ga tudi pogrešam. Mogoče kakšen tip vlagatelja tudi sem, ker mi jih kar tako malo delimo na bolj previdne, bolj zmerne, bolj drzne. Potem pa glede na profil in pa ta horizont, ki ga mi določimo časovni, se pa izbira tudi naložba. Naložbe je pa dobro vsaj mogoče enkrat na leto ali večkrat pregledati in seveda tudi po potrebi spremeniti. Ampak Sonja, a obstajajo kakšna zlata pravila, ki se jih moramo držati, da ne postanemo član kluba izgubljeni v džungli finančnih trgov? Tukaj pri nas ne manjka teh pravil, tako da prvo je primer, vlagajmo seveda na dolgi rok. Pomembno zato, ker so trgi zelo volatilni. Kaj pomeni to volatilni? Volatilnost pomeni, da dejansko trgi nihajo gor in dol. Niso vedno vrednosti enake. Pomembno je res takrat, ko predvsem niha navzdol, da ohranjamo neko svojo mirno kri, ne pustimo, da nas prevzame nek strah, ampak da dejansko kar nek svoj cilj zastavljen, držimo nek fokus naprej. Pomembno je tudi to načelo razpršenosti, da naložbo razpršimo načeloma tako, da primer, če izgubimo eno naložbo, druge verjetno ne, in da nas dejansko to ne ogrozi. Pravijo, da kdor v mladosti vlagateljsko sadi, v starosti žanje donosno letino. Ampak mladi nimajo zelo veliko denarja. Pa pravijo tudi, da ga raj zapravijo, da uživajo življenje v tistem trenutku. Konec koncev, čez par let se bo malo denarja nabrali, pa bojo takrat začeli varčevati in vlagati denar. A je to v redu filozofija? Bova tako rekla, da dejansko ni treba imeti velike vsote denarja, da bi začeli vlagati. Mladim sicer mi zelo radi priporočamo postopno mesečno vlaganje s finančnim načrtom. Pričnejo lahko s 30 evri na mesec, lahko seveda znesek tudi povečujejo, glede na
prihodke, ki se jim povečujejo. Lahko seveda tudi enkratno varčujejo, tako da res ni potrebno imeti neke velike vsote. Veliko bolj je tukaj pomembno, da začnemo investirati zgodaj, z nekimi manjšimi zneski, kot pa dejansko čakati, pa da začnemo prepozno. Jaz vedno pravim, da s pravilnim nekim načrtovanjem, mogoče tudi razumevanjem, lahko vsakdo, ne glede na dejansko trenutne prihodke, ki jih ima, postane tudi zelo uspešen vlagatelj. Se pravi, vlagaj kot študent, da boš na starost užival kot profesor. Točno tako, se strinjam. Sonja, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Tudi vam, hvala lepa.